Konji so že tisočletja človekovi spremljevalci, delovni partnerji in prijatelji. Ljudje so se z njimi radi povezovali tudi zato, ker lahko čutijo, kar čuti človek. Konj ima prav zaradi teh lastnosti izjemne terapevtske sposobnosti. V zavodu Nazaj na konja so pred več kot 15 leti začeli izvajati terapije na konju. Vrednote in želje, ki smo si mi zastavili, so bile takšne, da smo želeli našim uporabnikom omogočiti holistično obravnavo. Se pravi, da lahko celostno pristopimo k vsakemu posameznemu uporabniku in to takratne izobraževalne dejavnosti v tujini niso omogočale. Zato smo tak program sestavili, pripeljali najboljše strokovnjake iz tujine, ki so takrat v prvih generacijah predavali in danes seveda imamo že naše strokovnjake. Terapija s pomočjo konja je pravzaprav ena taka čudovita metoda, preko katere lahko za vsakega posameznika, glede na njegove težave, izzive v življenju, pripraviš posebno prilagojen program dela in ga potem v tem čudovitem naravnem okolju, v stiku z konji, bolj na individualen način tudi izpelješ. Tako da je primerna za zelo široko ciljno skupino ljudi, otrok, mladostnikov in odraslih. Maja ima cerebralno paralizo in je na terapije na konju začela hoditi že kot otrok. Zdaj si več ne predstavlja življenja brez konjev. Posebno ji je prirasla k srcu kobila Rozi. Meni so konji zelo pri srcu, zato ker me tudi pomirijo, sem bolj mirna. Pa tudi, če jakaš konja, nekako čutiš povezanost s njim. Sicer na drug način, ampak se čuti. Isto meni je jahanje zelo fajn, zato ker me tudi sprosti, ne samo pomiri. Pa tudi, ker so terapevti vedno prijazni, pa tudi pomagajo, če rabiš pomoč. Pa povezavo z Rozi, zaradi tega, ker ona čuti to, kar čutim jaz. Želje na začetku so bile predvsem gibalne, torej motorika, ravnotežje. In mi smo s tem začeli, ampak mi delujemo celostno, tako da smo si v bistvu iščemo tudi cilje na vseh drugih področjih. In mi z Majo tudi premagujeva veliko strahov. Ona, ko je prišla sem, je bilo neprijetno, ker je bilo novo okolje, novi ljudje, novi konji. In zdaj zadnje čase res delava na tem, da premagujeva strahove. Zdi se mi, da na vsaki terapiji narediva nekaj novega. Na začetku je bilo neprijetno se spustiti, pa smo danes vedeli, da je brez problema, da se sploh več ne drži. Potem danes je šla prvič pod drevesi tam spodaj. Po nekaj časa in na začetku je bilo neprijetno, ampak potem zbrala ta pogum in to premagala, tako da se mi zdi, da dobi tudi prek tega neko samozavest in se potem širi tudi na druga področja v življenju. Terapije s konji potekajo ob ali na konju. Terapevtske obravnave poleg jahanja lahko potekajo med negovanjem konja, preko opazovanja dinamike v čredi, opravil ob konju ter preko druženja s konjem. Vrstniki ali drugimi udeleženci iz terapevtske skupine. Se omejim na gluhe in naglušne. Je terapija s pomočjo konja en tak prostor, kjer najdejo pravzaprav res mirno okolje, kjer se lahko individualno pogovorijo s terapevtom, kjer pravzaprav ne rabijo uporabljati veliko govora, ampak lahko z konji spregovorijo tudi na neverbalen način, s pomočjo
izrazov na obrazu, drže telesa. In to se naučijo tudi potem razbirati pri konjih, ne? Da se takoj naučijo, kaj pomeni, če ima konj ušesa nazaj, kaj pomeni, če te konj pogleda direktno, če prihaja proti tebi. Skratka, to so vse takšne lepe stvari, ne, ki jih lahko spoznavamo tekom terapije. V bistvu gibanje na konju izjemno dobro vpliva zaradi tega, ker se pravzaprav ves čas spreminja naš položaj telesa, ne. Prav vsako sekundo naše telo mora loviti določeno ravnotežje, dobiva različne dražljaje iz okolja in to pravzaprav možgane zelo aktivira. In pa seveda tudi telo samo po sebi, ne. Jahanje je splošno znano, da je izjemno koristno za izboljšanje ravnotežja, kar je zelo pogosto tudi, kadar govorimo o gluhoti, ne, in naglušnosti, da se dostikrat vzporedno pojavljajo tudi takšne težave pri ravnotežju, pri orientaciji v prostoru in to so v bistvu potem vse stvari, ki jih lahko s pomočjo konja in gibanja na konju tudi krepimo in izboljšujemo. Terapijo s konji je preizkusila tudi Valerija, ki je gluha. Čeprav konje že od nekdaj obožuje, je do njih gojila strah, s katerim se je na terapiji pogumno spoprijela. Terapevti s terapijami pogosto predstavijo različne oblike sporazumevanja, ki jih konji uporabljajo med seboj. Tako želijo udeležence spodbuditi, da odkrivajo in raziskujejo, kako lahko vzpostavijo povezavo s konji, kar pa jim lahko pomaga tudi na drugih področjih v življenju. Metka, ki je zaposlena v zavodu, je v najstniških letih izvedela, da je naglušna. Iz osebnih izkušenj ve, da okvara sluha lahko pomeni tudi socialno osamitev in pomanjkanje sočutja do ljudi, ki imajo posebne potrebe. Tako da v bistvu velikokrat pridejo za nami potem kakšne čustvene težave, od žalosti do tesnobnosti, ne, do nezanimanja za življenje okoli sebe, ne, se zapiramo potem v sebe in se ne želimo družiti z drugimi ljudmi. In tukaj se učimo tudi socialnih veščin, ne, se učimo v takšnem res mirnem, varnem okolju, kako pa lahko povemo na drugačen način, kako recimo vzpostaviti, ne vem, nek kontakt z konjem najprej, ki nas absolutno sprejme in potem še z drugimi, ki so v skupini. In potem se nenadoma začnejo spletati takšni odnosi med skupino, da vidimo, da se da, ne? V zavodu Nazaj na konja poleg terapevtskih programov organizirajo tudi počitniške tabore in počitniška varstva, ki otrokom ponujajo edinstvena in nepozabna doživetja. Kot mi vedno nekako rečemo, kdorkoli sem pride, mi smo zdaj ena čreda. Ne? In ena čreda pomeni, da dihamo drug za drugega, se pravi, si pomagamo, si stojimo ob strani, če kdorkoli potrebuje, smo tam in smo vedno skupaj. In danes je takih krajev skoraj malo. Terapije s konji združujejo dve pomembni zadevi:
pomoč ljudem in ljubezen do konj. Oboje skupaj prinese velike rezultate glede psihofizičnega počutja, nasmeh na obrazih pa pove, da tudi veliko veselja.